drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Benečije. Samo na von hodim, sonce, drevo, ptičje, rože, trave, na vrh gore. Na vrh gore. Dvojezična šola je od tega šolskega leta pridobila novo ravnateljico, ki je nadomestila Živo Gruden. Sonja Klanšček prihaja iz Doberdoba in sledi zdaj naši šoli, recimo. Sonja, kaj ste se pričakovala, ko ste prišla v Špeter in kaj ste dobila tukaj na tej šoli? Katera je razlika za vas, recimo, z drugimi šolami, kjer ste ravnateljica? Recimo tako, da sem vedela, da prihajam v tako izredno zanimivo področje z vseh vidikov, tako z vidika jezika kot tradicij. Nekaj sem v Benečiji že vedela, ker sem svojo učiteljsko kariero, če tako lahko rečem, začela v dijaškem domu kot vzgojiteljica v Gorici. In tam pri nas je bilo veliko otrok iz Benečije, zelo majhnih otrok, nekateri od teh so danes tukaj moji kolegi, so učitelji in učiteljice. Tako da prihod je bil tudi, tako bi rekla, z čustvenega vidika zelo pozitiven, prisrčen. Kot rečeno, pričakovala sem si veliko in dobila sem veliko. Je sicer res različno okolje, različno tudi po načinu poučevanja, ker je ta edina dvojezična šola, ki jo imamo Slovenci v Italiji. Vsekakor pa so me izkušnje učiteljev in drugega osebja na šoli, pa tudi teritorija samega, veliko naučile. Imamo pač, recimo tako, določene zadeve, ki so zelo slične, ki jih imamo enake tudi v Doberdobu, tudi tam je šola zelo povezana s teritorijem. Tukaj bi lahko rekla pa še bolj, ker je posebno stanje v teh krajih. Torej, če dobro razumem, se dobro počutite v tej šoli, če je še dodatno breme za vas, ki hodite tako daleč, ne? Zelo dobro se počutim tukaj. Je pa res, da bi bilo prav, da bi vsaka šola, vsako ravnateljstvo imelo svojega ravnatelja. Tukaj in tudi v Doberdobu uspemo narediti vseeno veliko, zato ker je tako tu kot tam zelo dobra ekipa ljudi, tako na tajništvu kot pri neučnem in še posebno pri učnem osebju. To seveda, da bi bilo dobro, ampak mi z vami smo pridobili veliko bogatstvo, ki pa ne vsi tukaj učitelji, starši, da ste prav pridna ravnateljica, torej se vam moramo samo zahvaliti, imamo kaj bliske. Ja, jaz skušam iti po poti Žive Gruden, ki je tukaj še vedno aktivna, da bo jasno, to, kar prihaja na dan, ni samo moje delo, Živa mi je stalno ob strani, mi zelo veliko pomaga, prav tako tudi drugi, kot sem povedala. Tako da to, kar prihaja navzven, ni samo moje delo, je delo vseh nas. Dvojezična šola ima večje težave kot druge šole, ste nekaj omenila, ali pa ima drugačne težave, recimo? Recimo drugačne pristope, seveda, drugačen tempo prisvajanja slovenskega jezika pri otrocih, ki ga še ne obvladajo. Je drugačno okolje. Ne bi govorila o težavah, bi govorila o različnih značilnostih, ne, kot takih. Recimo, da tukaj je ena izmed težav trenutnih, gotovo tudi šolski prostor. Se pravi, prostori, v katerih delamo, so, tako bi rekla, začasni, nezadostni. Druge vrste težava je, da otroci prihajajo iz zelo širokega teritorija, razkropljenega teritorija, in je potrebno veliko organizacijskega napora s strani staršev samih, ki nekje režirajo prevoze in vse ostalo, pa dodajmo še menzo in vse, kar spada zraven.
Torej, vprašanje je veliko. Če govorimo o težavah, so te slične vsem vrstam šol dan danes, ker smo pač tudi v takem prehodnem obdobju, ko se šolski sistem nekje prilagaja novim izzivom in to z vseh vidikov. Ste pridobila prav recimo trenutek, kjer se pravi, da ta stvar od prostorov bo v kratkem rešena, ja. Nekaj recimo se je premaknilo, odkar ste prišla vidle. Tako. Če gledamo pa tiste z jezikovnega vidika, mi tukaj živimo v popolnem italijanskem ambientu, in tukaj ste videla eno razliko med otroke, recimo, ki obiskujejo šolo, recimo v Doberdovu ali v kakšni drugi šoli na Goriškem. Recimo, tu vidim, da je malo med otroki bolj prisotna v prostem pogovornem jeziku, da je bolj prisotna italijanščina. Skupaj z vzgojiteljicami, z učitelji in profesori skušamo, pa tudi z doprinosom neučnega osebja, skušamo prinesti v govorne navade tudi pogovorno slovenščino, ker bi želeli, da bi slovenščina kot taka, naj si bodi to v obliki narečja po naše ali v slovenski različici, ni to posebne važnosti, da bi se prenesla v pogovorni živi jezik vsakdana. Družinam in staršem, kjer se doma še goji ta slovenska različica, pa skušamo prinesti prepričanje, da je to za otroke veliko bogatstvo in da je edino družina možnost, da ta jezik v taki obliki obstane. In skušamo z različnimi oprijemi, in bomo skušali seveda tudi vnaprej, iskati take rešitve, ki bi prinesle slovenščino, ponavljam, ali v narečni, ali v knjižni, pogovorni, zborni obliki, v aktivno rabo otrok. To je recimo največja težava, ki jo imamo. Tako. In zdaj pridemo pa na 30-letnico šole. To bo velik praznik. To bo velik praznik, nam poveste, kako bo potekalo, kako se pripravlja, pa zdaj kako končujejo že priprave. Ja, tako. Najprej v začetku smo mislili, da bo to neke vrste tradicionalna proslava v gledališču Ristori v Čedadu. Potem pa je osebje samo bilo za to, da pripravimo pravi praznik, ki se bo odvijal na različnih lokacijah v Špetru, torej ostanemo na terenu, kjer šola živi in dela. Začeli bomo ob 17. to v petek, 5. junija, pred začetnim, kako bi rekla, sedežem dvojezične šole, torej pred inštitutom za slovensko šolo, pred muzejem Smo, kjer bomo otvorili dokumentarno razstavo, kjer bo zapel zbor učiteljev in staršev Fajna banda. In od tam se bomo potem ob 18. uri preselili v večnamensko dvorano tukaj v Špetru, kjer bo tisti trenutek malo bolj formalne narave, kjer bodo priložnostni govori. Spregovorila bo dolgoletna ravnateljica Živa Gruden in profesor Bruno Forte. Za njo svoje pozdrave pa bodo prinesli, kot smo slišali, minister Žmavc iz Ljubljane, minister za Slovence po svetu. Prišla bo tudi deželna predsednica Debora Seracchiani, šolska odbornica na deželi gospa Panariti, seveda bo tukaj župan Marjano Zuferli, pa Igor Giacomini, to je vodja Slovenskega šolskega urada iz Trsta, in prav gotovo sem še na koga pozabila, torej ugledni gostje, ki bodo s svojo prisotnostjo potrdili veljavo te šolske inštitucije in seveda s tem, da bodo prisotni, bodo potrdili tudi svojo pomoč za vnaprej. Torej ugledni gostje in veliko drugih pobud, kjer bojo otroci, starši. Nastopali bodo vsi otroci, seveda nastopali bodo tako otroci zadnjega letnika otroškega vrtca, vsi osnovnošolci in tudi srednješolci. Bo več predstav, ki se bodo tudi ponavljale, nekatere v dvorani, kot sem rekla, druge v tukaj notrnjem dvorišču
v tej stavbi, tukaj v šolski stavbi. V prostorih osnovne šole bo tudi razstava likovnih izdelkov, ki smo jih letos pripravili pod vodstvom različnih likovnih izvedencev z naslovom Po stezi Pavla Petričiča. Tako da bo res veliko. Potem pa bo tudi film nekaj pokazal, utrinke, torej spominov na šolanje v naši dvojezični šoli. Tako da bo vsega na pretek, na koncu pa še bendi, rock bendi naših učencev iz prejšnjih let. Tako da je res natrpan program. Natrpan program, ja. Torej, na koncu, zdaj smo proti koncu tudi šolskega leta, če gledamo, se pripravljajo spričevala. In vi mislite, da je ta dvojezična šola si je zaslužila pohvalo? No, seveda, nimam dvomov o tem, nimam dvomov. Učno osebje in tudi vse ostalo veliko vlaga, veliko projektov izpeljemo, veliko tudi pobud z drugimi šolami in inštitucijami in tam, kjer se naši učenci, naši učitelji in profesori predstavijo in pojavijo, se znajo vedno predstaviti in pojaviti v pravi obliki. Nimamo kako samo zaključiti, da ste vse povedala vi in tako lepo, da hvala lepa, Sonja. Ni zakaj, hvala vam. In še dolgo pri nas v naši šoli. Iz naših krajev. V petek 5. junija bo špetrska dvojezična šola praznovala 30 let življenja. Praznik se bo začel ob 17. uri v Slovenskem kulturnem domu in ob vhod v muzej Smo bo otvoritev dokumentarne razstave, nastop pevskega zbora Fajna banda in pozdrav gostov. Ob 18. uri v večnamenski dvorani bo nastop otrok iz vrtca. Sledili bodo pozdravi bivše ravnateljice Žive Gruden in večletnega deželnega šolskega ravnatelja Bruna Forteja. Ob 19. uri v notranju dvorišča študentskega doma in v večnamenski dvorani se bojo predstavili učenci osnovne in nižje srednje šole. Praznik se bo zaključil z nastopom rock skupin. V soboto 6. junija bo 15. srečanje Šempetrov. Letos Šempetrci se bojo srečali v Svetem Petru pri Piranu. Kulturno društvo Rečan kot vsako leto pripravlja za Sveti Ivan prireditev Kar jo pjeje kukuca. V nedeljo 14. junija ob 18. uri skupaj s slovenskim društvi in Leško faro pripravlja spomin na Alda Klodiča, Zarne moje duše, ki bo hopar Hlodiče. V nedeljo 21. bo pohod Livek Topolove in v torak 23. junija ob 20:30 pržgejo kres za Svetega Ivana na Lužah blizu Hosneha. V petek 12. junija ob 19. uri v Smo in Beneški galeriji v Špetru bo otvoritev razstave Adriane Jakončič. Anše, v nedeljo 14. junija bo 21. mednarodni pohod prijateljstva Čanjebola Robedišče Podbela. An 8. memorial Ado Kont. Zbiranje ob 9:30 v Čanjeboli in ob 8. uri v kamp Nediža. Spet za Svetega Ivana bo v srednje večerja na travniku, četrtek 18. junija. Za glasbo poskrbita Martina in Marko Ferri. Info Kmečka zveza Čedad.
Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, en lep pozdrav iz Benečije.